O sodelovanju v normalnem poslovnem svetu sploh ne gre razpravljati, saj je nekaj povsem samoumevnega. Je nekaj, kar je nujno za dober rezultat in je trdno zasidrano v zavest vseh. V slovenskem političnem prostoru pa je prevečkrat slabo razumljena puhlica, ki se je skoraj ni vredno držati. Za prihodnost nas vseh sodelujmo, pa je bil naslov tokratne že 4. konference o kadrih, ki jo je, kot 3 poprejšnje, pripravil Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije v sodelovanju s Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Na njej so razmišljali in govorili o sodelovanju med zaposlenimi, podjetji, med šolstvom, javno upravo in gospodarstvom ter med različnimi generacijami. Pomen sodelovanja je podčrtal že gostitelj konference, prvi mož Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije Franc Pristovšek, ki je povedal, da je sodelovanje ključ za uspeh, ta pa je merilo kakovosti države, ki se izraža v zadovoljstvu delavcev. Uspeh pa je cilj vsega početja. In uspeha ni brez zadovoljnega delavca. In da ima naša vladna posadka zmagovalno miselnost, podobno kot jo je imela košarkarska ekipa leta 1970, ko je v Ljubljani postala svetovna prvakinja, je hitel pripovedovati državni sekretar Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Franc Matjaž Zupančič. Podobno kot takrat, tudi zdaj, ne stavijo na najboljše posameznike, pač pa na najboljšo ekipo. Če hočemo sodelovati, moramo točno vedeti, kaj hočemo. To pomeni, da vse dvome, ki jih imamo, ki jih imate vi, ki jih imam jaz, si jih moramo povedati in definiramo skupno vsebino, definiramo jasne cilje in se obvešča o tem, kaj dosegamo in kaj ne in zakaj ne, in si deliva tako priložnosti kot nevarnosti in lahko pridemo skupaj samo do jasne zmage. Razen sodelovanja morata biti tudi smer in cilj ista. Sicer bomo težko sodelovali, je nadaljevala ministrica dr. Anja Kopač Mrak. V Sloveniji, poleg tega, da smo nehali zaupati drug v drugega, verjeti drug v drugega, predvsem nam manjka sposobnost strukturnega dialoga, bi se reklo, kjer se poslušamo, sprejmemo različnost in vseeno kljub temu, da smo različni, da imamo morda različne poglede, iz tega izpeljemo, da smo lahko boljši v cilju, kamor gremo vsi skupaj. Ključ do uspeha je torej sodelovanje, to pa zvodeni, če ni zaupanja. Gospodarstvo in kapital nista dva različna svetova, ki sta v nenehnem konfliktu. Ključni element in vezivo je človeški kapital. Vanj pa bomo, tako je pokazala nadaljna razprava na konferenci, v prihodnjih letih, kar zadeva kadre, vložili dobrih 120 milijonov evrov. Zlasti tja, ker človeški viri niso tako močni, kot bi morali biti. Magistrica Barbara Leder in Darinka Trček z Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije sta naštevali in razlagali, v katere segmente človeških virov bo vlagal sklad. Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile bo veljala dobrih 30 milijonov evrov. Za dvig izobrazbene ravni zaposlenih bo šlo dobrih 16 milijonov evrov, ter 2 milijona manj za štipendiranje poklicev, ki jih primanjkuje in so torej deficitarni. Sklad v zadnjih letih deluje kot enovit tim, ki si je med podjetji pridobil zaupanje. Zaupanje pa je tako pomembno, da tim ne deluje, če tega ni. Medsebojno zaupanje je tisto, kar ljudi drži skupaj, jih žene do enotnega cilja in jim daje energijo in motivacijo, da skupaj ustvarijo več, kakor bi mogoče vsak posameznik lahko dosegel. Zaupanje kot ključni element sodelovanja je opisovala tudi magistrica Sonja Klopčič. Razen tega pa so še ostali gradniki, ki lahko opravijo svojo vlogo. In sicer so to
odnosi, so to cilji, skupni cilji, je to vztrajnost, tudi humor in še par takih gradnikov, ki so pomembni, da lahko sodelujemo. Seveda je pa sodelovanje pomembno zato, da lahko skupaj uresničujemo cilje, da skupaj uresničujemo tisto, kar mogoče en sam človek ne more, in da to uresničujemo na bolj celovit način in hitreje. Slednja je imela tudi ključno besedo pri vodenju plenarnega dela konference. V njem so predstavniki podjetij in javne uprave orisali dobre prakse na področju sodelovanja. Vsak svojega zornega kota. Zdajšnja kriza je naplavila dve pozitivni stvari, je razmišljal profesor dr. Janez Bešter z Fakultete za elektrotehniko. Potrebo po sodelovanju. Vse bolj pomembni pa postajajo tudi dobri kadri, ki sestavljajo vrhunske time. Ti potem ustvarjajo večjo dodano vrednost. Tudi sam je dodal, vso kariero med študenti išče najbolj talentirane, da potem sodelujejo. Ko nekdo službeno pot začne, pa je pomembno, kakšen je njegov mentor. Izvršna direktorica Plastike Skaza je z več zgodbami njenih uspešnih mentorirancev razlagala, kako bodo ti v podjetju preskočili nekaj stopnic, pa tega še ne vedo. Sledi seveda logično vprašanje, kdo ali kaj navdihuje mentorja, če že mentoriranca navdihuje njegov mentor. Če te nekako zgodba podjetja dosti samo motivira, da pridobivaš določene znanja, da imaš svobodo uspehov, da imaš svobodo kreiranja strategije, da imaš svobodo, da si nekaj v podjetju, da se počutiš del neke skupnosti, potem to nastane samo od sebe. In dejansko potem preko te zgodbe, preko strategije vidiš, kaj manjka v podjetju, zavedanje, da brez tega, da dejansko brez ekipe, brez dobre ekipe tega ne boš dosegel, je potem pika na i. In ključ do dobre ekipe je pa dobro mentoriranje, koraki, zato ker ljudje smo preprosta bitja, funkcioniramo po strukturi, prva, druga, tretja, četrta, in če na tak način tudi nekako prirediš mentorski program, si naredil 90%. Potem pa še sam sanje, to se pravi ta big picture, zato da se človek najde v sanjah noter. In ko se najde več takih dobrih kombinacij, dobrih mentorjev in še boljših mentorirancev, nastane dobra ekipa, ki dobro sodeluje. Rezultat mora biti le dober, če že ne odličen, je bilo slišati v enem od modulov, v katerem so soočali izkušnje in razmišljali, kako z inovativnostjo v produktivnost. Vsak človek v podjetju je nekako v razvojnem oddelku prav poseben. Imajo ogromno znanja in neverjetno zahtevne projekte rešujejo v neki perfekciji. Ampak to jih rešujejo samo v področju, ki je njim zanimivo, v področju, kjer so sami strokovnjaki in brez, da se potem z dobrim sodelovanjem to nagradi na drugega, na naslednjega razvojnika, pa do proizvodne, pa konec koncev do kupca, uspeha ne bi bilo. Še vedno verjamemo, da če ni kemije, da če ni bližine osebnostne med bodočimi sodelavci, da to lahko resno vpliva na delo celega podjetja in pa seveda posebej še tiste skupine. V starajoči družbi, kakršna je naša, je izzivov veliko. Številne spreleti srh ob misli, kako bodo pri 60 in več letih še vedno del delovnega procesa. Vprašanj za antropologe seveda ne zmanjka. Vso zgodovino so se mlajši učili od starejših, a ne kako se potica peče, kako se orje, kako se dela. Vso zgodovino so starejši to vedeli, mlajši se pa učili. Naša generacija, zdaj smo prvič v zgodovini v situaciji, ko mlajši več vedo, ker se tehnologija od elektronske, informacijske do strojev hitreje menja, kot življenje gre naprej in mladi vedo več. A je to zdaj plus ali minus? Kot kaže, se je zgodil zgodovinski preobrat ravno v našem času. Mladi, ki sicer veljajo za pasivne, si dajo streči, toda morda prav zato so na moč racionalni in ne kupijo vseh nasvetov in resnic, ki jih ponuja starejša generacija. Vzorci se rušijo.
Ali je torej ta obrat na glavo plus ali minus? Plus, dvojni. Prvič, starejši se učimo od mlajših tehnologije, kaj pa mlajši od starejših? Tega, kako se preživi življenje. Da je človek po 50. letu sproščen, veder, enostavno živi in ima pogled uprt do konca in čez. Tega pa se moramo starejši tudi naučiti. Tako da danes se mlajši in starejši moramo učiti vsega plus drug od drugega, da nam bo lepo. To pa je že pot v družbo blaginje, te pa si vsi želimo. Prav tako si večina od nas želi biti čim boljši na delovnem mestu, da sebi in drugim dokaže, da zna in zmore, da si želi narediti celo kaj več, kot od njega pričakuje delovno okolje, da je tvoren del tima in da sodeluje. In da bi si pridobili teh veščin, je drugi dan konference minil v znamenju treningov, praktično. V Pogajalski akademiji so se poglabljali v psihološke principe, ki vplivajo na to, zakaj se pogajamo, kakšen je odziv in izid. Kako biti in ostati srečen, kako uravnovešati delo in zasebno življenje, kako morajo v podjetju sodelovati starejši z mlajšimi in obratno, so razmišljali udeleženci in se učili. Tim se začne pri dveh, je razlagal vrhunski menedžer Patrick D. Cowden in na svojem primeru razlagal boj med racionalnim in čustvenim, med trdim nemškim racionalizmom, kar ga je učila mama, in ležernim ameriškim čustvenim dojemanjem sveta, kar mu je kot popotnico dal oče. Nekaj podobnega je tudi v podjetju. Vedno se spopadata dva pola, je razlagal. Hladen racionalizem številk, planov, načrtovanj in projektov, ki se meša z intuicijo, željo, slo po raziskovanju in svežih novih pristopih. Rad pride v Slovenijo, je povedal, za nekaj dolarjev ali steklenico dobrega vina, da ga le kdo povabi. Ob tolikšni količini koristnih informacij, vtisov, spodbud, izmenjanih mnenj s kolegi iz podobnega okolja ali pa povsem drugih, je pod konferenco treba potegniti črto. Marsikaj so se udeleženci naučili novega. Edino, kar na teh konferencah res manjka, so pa politiki. Nažalost, bom rekel, je bilo letos prvič tako, da je državni sekretar za regionalni razvoj in kohezijsko politiko ostal skoraj cel dan, kar se še ni zgodilo v celem veku naših konferenc. Ponavadi politiki pridejo, povejo svoj govor in odidejo. Ne poslušajo niti udeležencev, niti tistih oseb, ki so pravzaprav ustvarili našo družbo. Dejansko naša družba je ustvarjena iz majhnih podjetij, iz majhnih ljudi, ki jih je treba poslušati, prisluhniti in jih slišati. In potem pride do sodelovanja. Večinoma se zdaj dogaja tako, da sicer se vsi govorimo, ampak se ne slišimo. Jaz mislim, da nam je konferenca dala ta velik pogled v to, da je sodelovanje nujno potrebno za napredek podjetja in kot samega človeka, da se spozna, da brez sodelovanja kot individuum pravzaprav ne more uspeti. Tako mislim, da ta konferenca je pokazala en tak preboj, ki ga Slovenija potrebuje v prihodnosti. Sodelovanje, ki je nujno potrebno, da bomo tudi iz te križe končno išli in da bojo ljudje zadovoljni in motivirani za delo, kar bo prineslo tudi odlične rezultate. Kljub vsemu povedanemu sodelovanje lahko tudi odpove iz različnih razlogov. Veriga je močna le toliko, kot zdrži najšibkejši člen. In ko nam je najhuje, ne gre obupati. Kdor je do vratu v dreku, naj ne povesi glave. Dobrega sodelovanja ni brez humorja. A to lahko povemo še drugače. Zadnje, kar smemo izgubiti, je naše dostojanstvo.